Ko pa je nastopila polnoč časa, je Bog poslal svojega sina. Polnoč časa je nastopila takrat, ko je človeštvo spoznalo, da samo ne more iz teme in zla, da samo ne more stopiti na pot odrešenja. Sredi kruha in iger so doživeli strahotno izpraznjenost časa in zahrepenili po odrešeniku, kar je prerok Izaija izrazil z besedami: "O da bi predrl nebo in stopil dol." Noč je postala dovolj temna in želja po luči dovolj močna, da je človek mogel sprejeti Božji odgovor. Bog je na nepredstavljiv način uslišal prošnjo človeštva. Poslal je svojega sina, ki se je rodil kot človeški otrok. K sodelovanju je povabil ženo, Marijo, ki je predano sprejela Božjo ponudbo. "Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi." Vsi časi zemeljske zgodovine so potrebni odrešenja, tudi čas, ki ga živimo danes. V njem je veliko teme, veliko noči in ljudje potrebujemo zagotovilo, da noč ni končna usoda človeštva. Zato Bog tudi danes pošilja svojega sina, da bi nam prinesel veselo sporočilo: "Dete nam je rojeno, sin nam je dan." Pomembno pa je, da ga sprejmemo. On, ki je postal človek, nam je dokončno razodel človekovo dostojanstvo in nam podarja mir. Tega miru želimo vsem, ki praznujete Božič in slavite Boga. Tega miru želim vsem, ki Božič praznujete kot družinski praznik, saj se je tudi Božji sin rodil v družini. Tega miru želim vsem preizkušenim bratom in sestram, saj potrebujejo upanje. Tega miru želim vsem Slovencem po svetu, da jim prenese košček domačnosti. Tega miru želim našim bratskim cerkvam, ki želijo in živijo iz iste skrivnosti učlovečenja. In tega miru želim tudi vsem, ki v naši državi odločajo, da bodo vse odločitve vodile k miru, sožitju in sodelovanju. Vsem voščim blagoslovljen Božič in veliko Božjega varstva v novem letu.